Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Lep pozdrav vsem skupaj. V naši srednji pa še posebej lepo pozdravljam gospoda Mirota Šlibarja, nekdanjega bolniškega duhovnika. Verjamem, da mnogi starejši ste ga že lahko srečali, ko ste bili kdaj v bolnišnici in ste prosili za prejem zakramentov. Na današnjo misijonsko nedeljo v naši župniji obhajamo tudi srečanje bolnih in ostarelih. Misijonsko delovanje oziroma razsežnost misijonskega delovanja se ne kaže samo v tem, da gremo v države tretjega sveta. Vedno bolj se bo to delovanje kazalo v naših družinah, v naši neposredni bližini, v našem življenju, tudi v odnosu do starejših, do bolnih in ostarelih, ki čakajo, kdaj jim bomo mi prinesli Kristusa. Naj bo današnja sveta maša priložnost, da se srečamo z Gospodom tudi po zakramentu bolniškega maziljanja. Predvsem pa, da Gospodu odpremo svoje srce. Kot bomo slišali v evangelskem odlomku, cestninar, ki se je trkal pod korom, Bog, bodi milostljiv meni grešniku. In to gesto, to prošnjo, tudi mi na začetku te svete daritve obnovimo. Priznajmo pred Bogom svoje slabosti ter prosimo odpuščanja zanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Bogu na višavah. Vsemogočni Bog, pospešil nas vero, upanje in ljubezen. Naj z veseljem izpolnjujemo Tvoje zapovedi in tako dosežemo obljubljene darove. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz Sirahove knjige. Gospod je sodnik, ki ne gleda na slavo osebe in ne bo pristranski v škodo reveža, marveč ga bo uslišal, če se mu bo zgodila krivica. Nikoli ne bo prezrl prošnje sirote, ne vdove, ki toči in toči solze. Kdor dano služi Gospodu in mu je po volji, tega bo sprejel in njegova prošnja bo segla do oblakov. Oblake predre molitev siromaka, ne bo se potolažil, dokler ne pride blizu. Ne bo odnehal, dokler se ne bo nanj ozrl najvišji, dokler ne bo pravičnim sodil in razsodil. To je Božja beseda. Siromak je klical in Gospod ga je slišal. Slavil bom Gospoda ob vsakem času, njegova hvalnica bo vedno v mojih ustih. S Gospodom se ponaša moja duša, ponižni naj to slišijo in se veselijo. Gospodovo obličje je zoper hudodelce, da njihov spomin izbriše z zemlje. Pravični so klicali in Gospod jih je uslišal in vseh njihovih stisk jih je rešil. Blizu je Gospod njim, ki so skrušeni v srcu, in tiste, ki so potrtega duha, rešuje. Gospod rešuje duše svojih služabnikov, nihče od teh, ki vanj zaupajo, se ne bo nakopal krivde. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. Dragi Timotej, jaz se že darujem in prišel je čas mojega odhoda. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej je zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, pravični sodnik. Pa ne le meni, marveč vsem, ki z ljubeznijo pričakujejo njegov prihod. Ko sem se prvič zagovarjal, mi ni nihče stal ob strani. Vsi so me zapustili. Naj se jim to ne šteje v zlo. K meni pa je stopil Gospod in mi dal moč, da sem oznanjevanje dopolnil in da so ga slišali vsi pogani. Rešil me je iz levega žrela. Gospod me bo osvobodil vsakega zlega dejanja in rešil svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava na veke vekov. Amen. To je Božja beseda. Svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus nekaterim, ki so bili prepričani, da so pravični in so zaničevali druge, povedal tole priliko. Dva človeka sta šla v tempelj molit. Eden je bil farizej, drugi cestninar. Farizej se je postavil in pri sebi molil takole: Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje, grabežljivci, krivičniki, prešušniki ali tudi kakor ta cestninar. Postim se 2-krat na teden in 10 dajem od vsega, kar dobim. Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hotel dvigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govoril: Bog, bodi milostljiv meni grešniku. Povem vam, ta je šel upravičen domov, oni pa ne. Kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan. To je Kristusov evangelij.
Prisrčno vsi pozdravljeni. Tukaj stojim Moravčan in sem zmeraj ponosen na Domžale. Ko smo včasih rekli Moravče pri Domžalah. Pa vse vas prisrčno pozdravljam. Še posebej tisti, ki redno ne morete k sveti maši, ki ste starejši. Vsi, ki ste ob njih, pa tudi nadvse pomembno osebje v zdravstvu, v sociali ali pa v drugih službah, ko ste blizu ljudem. Te misli, ko bomo odprli srce, naj pridejo besede trojedinega Boga, kakor ste imeli včeraj praznik svete Birme. In to lepo okolje, ta okrasitev, naj nas dviga k višku in tudi te besede, kot smo slišali v glavni mašni prošnji, naj pospešijo v nas rast vere, upanja in ljubezni. Troje. Pa bom poskušal čisto kratko v 3 poudarkih sebi in tudi vam izročiti to, kar nam danes Gospod hoče povedati. Najprej v Božji besedi. Zelo razumljiv evangeljski odlomek. Povišanje, ponižnost. Molitev je v spredju. Molitev, ki je ponižna, je všeč Gospodu. Molitev, ki je pogovor z Gospodom, ki je zaupljiv odnos. Ne bomo rekli, da moram zdaj biti cestninar ali pa farizej. Jaz sem, ko molim. In takšnega me Gospod ima rad. Z vsem, kar sem, je rekel en duhovnik, ko pridem pred tabernakelj, se kar spravim tja, Jezusov objem in se stisneva in dostikrat brez besed ga nagovorim. Moja bližina in njegova sta tako pomembni. In je prav, da ob tem se vprašam, kako sam molim in kako molim v starosti in bolezni. To, kar slišimo duhovniki, je bila raztresena molitev. Pa potem ugotoviva, da je molil za tega, za onega, za tretjega, za situacijo v svetu. Zbrana je bila tista molitev. Zbral je vse in jih prenesel pred Gospoda. Tudi prvo berilo je beseda o molitvi in postavi in omeni, kakšen je ta Bog, kateremu se obračam. Čudovita pa je beseda drugega berila, ko apostol Pavel Timoteju pravi, dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero ohranil. Kako bi bilo lepo, ko bom tudi sam, in če bi tudi sam lahko rekel, dober boj sem dobojeval, tek dokončal, ko so tukaj leta, pa tudi če niso visoka leta, smo vsak dan moramo biti pripravljeni na srečanje z Gospodom. Tako ob prvem poudarku naj naredimo črto in si rečemo, molitev naj bo preprosta, ponižna, pogovor z Gospodom. Drugo, danes, kot rečeno, je misijonska nedelja
In papež je napisal poslanico z naslovom Vi boste moje priče. Besede iz zadnjega pogovora Jezusa z učenci. Ne bom povzel besede poslanice. Ko sem prejšnji teden v radijski katehezi posebej povabil bolnike, kaj lahko naredijo za misijone, sem jih posebej povabil, da zanje molijo za misionarje. Da če so prenehali z molitvijo, naj to obnovijo, kakor če se pokvari in zlomi in strga rožni venec, je prav, da ga popravimo. In sem omenil tudi moža, ki je bil slep, pa je vsak dan namenil veliko molitev in tudi daroval svoje trpljenje za misionarje. Podobno kot je bila misionarka na bolniški postelji Cvetana Prijol in tudi Magdalena Gornik. In čisto konkreten primer, lahko si vzamemo enega od misionarjev, 41 je Slovencev po svetu, pa se namenimo morda vsak dan eno zdravo Marijo zanj. To bo naš velik dar in delež v skrbi za misijon in podpiranje misionarjev. Seveda, koliko zmoremo, tudi finančna pomoč, in sem slišal, da ste prav pridni v tem, ko tudi zbirate za pomoč za Ukrajino in tudi Marijinim sestram, od katerih tudi sam prihajam. In če omenim še tretje, smo včeraj obhajali god svetega Janeza Pavla II., papeža, s katerim smo se najbrž srečali, mu podali tudi roko. Tudi sam imam rožni venec, ki mi ga je dal v Mariboru. Sam je veliko trpel. Med drugim je povedal posebej pomembno, pravi, človeštvo potrebuje človeka tudi na vozičku. Prav tako, kakor potrebuje inženirja, ki načrtuje mostove, hiše. Tisti, ki so ga dobro poznali, papeža, pripovedujejo, da niti v najtežjih trenutkih ni izgubil smisla za humor. Glavni tiskovni predstavnik apostolskega sedeža ga je nekoč vprašal, ali vaša svetost kdaj joče? Pa je rekel, nikoli navzven. In preberem še poročilo matere, ki je zapisala v spominsko knjigo ob grobu svetega Janeza Pavla II. Pomagaj mi prebroditi ta težki trenutek mojega življenja. Pomagaj mi dostojanstveno in potrpežljivo trpeti, kakor si zmogel ti. Prosim te, ozdravi me, ali pa mi pomagaj, da se mi bo zdravje toliko izboljšalo, da bo to občutila moja družina. Varuj tudi moje otroke. Vedno bom v svojem srcu ohranila tvoje besede. Ne bojte se. Drage sestre in bratje, naj današnje srečanje z Gospodom, da ponovim, pospeši v nas vero, upanje in ljubezen, kar naj posreduje za nas tudi naša Mati Marija, vaša v nebo vzeta. Amen. Izpovejmo vero. Verjam v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je začeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, z oči, a
pravi Bog od pravega Boga, rojen ne ustvarja, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno. In zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se otelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst kot odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Lahko sedete. Pri tej svete maši, ko smo povabili starejše, obhajamo tudi zakrament bolniškega maziljenja, ki je zakrament ne za smrt, ampak za pomoč telesnih, duševnih in duhovnih težavah. Prejmemo ga lahko enkrat v letu, tako pravi papež, če smo stari nad 65 let. Seveda pa je potrebno, da ga sprejmemo, če gremo v bolnišnico, če je pred nami operacija ali so tudi visoka leta. In tudi v primeru rizičnega poroda lahko prej prejmemo zakrament bolniškega maziljenja. Mimogrede, sam sem ga že prejel 8-krat. Pa če Bog da, bom še kdaj šel na Kredarico, ker imam tudi obveznost maševanja. Nad bolniškim oljem bomo najprej molili zahvalno molitev, kateri vas tudi povabim. Za vašim odgovorom hvaljen bodi Bog. Hvaljen Bog vsemogočni Oče, ki si poslal Sina na svet zaradi nas in našega zveličanja. Hvaljen Bog, edinorojenji Sin, ki si se ponižal in postal človek in ozdravljal naše bolezni. Hvaljen Bog, Sveti Duh tolažnik, ki nas svojo močjo utrjuješ, da premagujemo naše telesne slabosti. Dobri Oče, s tem svetim oljem bodo maziljeni naši bratje in sestre, polajšaj jim bolečine in jih uzdravi po Kristusu našem Gospodu. Šli bomo po cerkvi, vsak bo dal znamenje, da želi prijeti zakrament bolniškega maziljenja, duhovnik vas mazili na čelu, pa na rokah, če lahko, potem pa rečete vsakič Amen. V prvi molitvi, potem tudi v drugi. Vmes bomo nekaj trenutkov v tihoti, potem pa lahko tudi s pesmijo spremljate to obhajanje zakramenta in še posebej mislite že zdaj, kako boste, če je kdo tudi ostal doma, poklicali duhovnika, da ga obišče tudi s tem zakramenti. Po obhajanju bolniškega maziljenja pa sledijo prošnje vernikov. Tem svetem maziljenju in svojem dobrotnemu spinjenju naj ti Gospod pomaga z milostjo svetega. Amen. Odpusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. Amen.
Tisti, ki želite, nakažite z roko, da duhovnik pride do vas. Kristus naš odrešenik, z milostjo Svetega Duha si okrepil naše starejše in polne brate in sestre. Sedaj pa poslušaj naše prošnje. Nebeški Oče, svojega Sina si poslal na svet, da bi vse ljudi združil v eno samo Božje kraljestvo. Naj Tvoja cerkev pogumno in vztrajno izpolnjuje svoje misijonsko poslanstvo. Seme evangelija, ki so ga misionarji zasejali po afriških in drugih deželah, že rodi svoj sad. Nakloni voditeljem tamkajšnjih narodov modrost, strpnost in naklonjenost do evangelskih pričevalcev. V misijonskih deželah je še veliko revščine, bolezni in drugega trpljenja. Daj cerkvi v teh deželah dovolj dobrotnikov,
da bo lahko pomagala tamkajšnjemu ljudstvu doseči višjo življenjsko blaginjo. Misionarjem moramo pomagati z molitvijo in darovi. Vnemaj naše duhovnike in redovnike, da bodo uspešno poživljali misijonsko zavzetost po naših župnijah. Od škofa Baraga in Ignacija Knobleharja je do danes odšlo v večnost že mnogo naših misionarjev in misionark. Naj bodo deležni pri tebi bogatega nebeškega plačila. Nebeški Oče, poslal si svojega Sina na svet, da bi se nihče ne pogubil, kdor vanj veruje. Usliši danes naše prošnje za misionarje in misionarke, pa tudi za vse naše starejše, bolne brate, ki so tukaj po domovih, v bolnišnici in drugod, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molite, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod Bog, sprejmi darove, ki ti jih prinašamo, da bo naše sveto opravilo resnično tebi v čast. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. Krvjo svojega Sina in z močjo Svetega Duha si znova zbral v eno družino svoje otroke, ki jih je hudobija greha oddaljila od tebe, da bi ta družina zedinjena v tebi, trojedinem Bogu, blestela kot tvoja cerkev, Kristusovo telo in svetišče Svetega Duha, v slavo tvoje neskončne modrosti. Zato te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli kličemo.
vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, daj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se Gospod svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spomni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje. Pri tej daritvi se spominjamo pokojnih staršev Pirnat ter Nuše Burgar in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim ženinam svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Christusos Christusom i u Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečena budi tvoje ime, pridi k nam, tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja
vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, popolni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Podelimo se ga s prijaznim pogledom drug drugega. Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in zdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim, da Gospodovo gostijo.
Molimo. Dobri Oče, sakramentus nam daješ naprej okušati večne dobrine, kar sedaj prijemamo pod podobama. Naj rodi v nas polne sadove, v nesebični in nebeški sreči, po Kristusu našem Gospodu. Še oznanila na današnjo 30. navadno nedeljo med letom, misijonsko nedeljo. Na razpolago imate novo številko družine ter župnijski list. Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali in sodelovali pri včerajšnji slovesnosti svete Birme. Še naprej vas vabim, da radi molimo za naše Birmance in njihove družine, da bodo ostali zvesti Kristusu. Lepo vabljeni k molitvi rožnega venca vsak dan. Tukaj v cerkvi molimo pol ure pred vsako sveto mašo. Zakonce jubilante vabimo na naše skupno praznovanje, ki ga bomo imeli na prvo nedeljo v mesecu novembru. Vsi, ki v tem letu praznujete okroglo obletnico poroke, to pomeni 5, 10, 15, 20, 25 in tako naprej, let skupnega zakonskega življenja, lepo vabljeni, da se skupaj zahvalimo za vaš zakonski stan. Ker je v načrtu tudi skupno kosilo, vse jubilante prosim za predhodno prijavo v župnišču. Zadnji rok za prijavo pa je ponedeljek 31. oktobra. V tem tednu bomo v sredo, četrtek in petek popoldan od 16. do 18. ure zbirali materialna sredstva za pomoč ljudem v Ukrajini. Zbiramo predvsem zdravila, sanitetni material, hrano, čistila, posteljnino, otroške obleke. V poštev pridejo tudi odeje, zimske bunde in jakne, topla oblačila in obutev. Vse pa mora biti čisto in brezhibno, saj s tem pokažemo tudi naš odnos do ljudi v stiski. Verjetno nihče izmed nas ne bi hotel obleči strgane in umazane jakne, pa tudi če šenkana. Zbirno mesto bo spodaj v moji garaži. Če bi kdo želel darovati denar, ga lahko prinesete v župnišče ali pa ga naslednjo nedeljo vržete v nabiralnik, ki bo zadaj pod korom. Iskrena hvala vam za vašo pomoč. V petek bomo imeli spovedni dan, ko bodo od jutranje do večerne svete maše tukaj v cerkvi za spoved na razpolago duhovniki iz naše dekanije. Lepo povabljeni. V petek dopoldan bom župnik obiskoval tudi bolne in ostarele iz naše župnije, se bom na to prihodnji teden na poti v Ukrajino. Zbiralna akcija papirja, ki je bila napovedana zdaj za soboto, je zaradi praznikov premaknjena za en teden kasneje. Ostali dogodki v tem tednu? Jutri, ponedeljek ob 10. srečanje članov tajništva za župnijski list. V torek zvečer ob 7:30, torej takoj po sveti maši, prvo srečanje letošnjih večerov na Goričici. Letošnja rdeča nič srečanj bodo apostolska dela in slovenski svetniški kandidati. Lepo povabljeni. Zaradi pogreba v sredo odpade verouk za 8. in 9. razred. V petek zvečer ob 20. redno srečanje mladinske skupine, v soboto zvečer ob 18. vabljeni k molitvi za mir po svetu, v noči iz sobote na nedeljo znova premikamo ure na zimski čas. Prihodna nedelja in potem vse dneve naprej bodo večerne svete maše, torej že ob 18. Prihodna nedelja pa je 31. navadna nedelja med letom. Ne pozabimo pa danes tudi na našo državljansko, ne samo pravico, ampak tudi dolžnost. Nesmiselno se je jeziti takrat, ko država sprejme nek ukrep ali pa nek zakon, ki nam ni všeč. Takrat smo prepozni. Zdaj imamo priložnost, da izbiramo takšne ljudi na lokalni ali pa državni ravni, ki bodo zagovarjali takšne vrednote, kot jih mi sami čutimo, da so pravilne. Zato mislim, da je dolžnost, da to naredimo, da naredimo v skladu z našo vestjo in da podpremo tiste, ki zagovarjajo oziroma živijo iste vrednote, kot jih mi živimo. Ne se ujeti v zanko, mogoče bilo namenoma narejeno, čim bolj razdrobiti vse skupaj. Vsako nedeljo skoraj bo nekaj. Na ta način se hitro naveličamo, ne? Saj brez veze rečemo.
ampak potem tistih nekaj, ki pa grejo, pravzaprav odločajo o življenju vseh. Ne pustimo si vzeti te pravice in te dolžnosti, da lahko sami sooblikujemo na lokalni in državni ravni takšno politiko, takšno življenje, kot si ga želimo. Na koncu pa, po sveti maši, povabljeni zunaj pred cerkvijo, da se še ustavite na čaju, na pecivu, zlasti tisti starejši, ki ste prišli danes posebej s tem namenom k sveti maši, pa tudi vsi ostali. Pa ne sem zato, da ne bo ostalo, ampak zato, da smo misijonska cerkev, da pokažemo to našo medsebojno povezanost, da to, kar v teoriji slišimo, pokažemo, da znamo živeti. Kajti misijonov ni, na nek način, misijoni niso samo delovanje enega samega, ampak je vedno celotna skupnost, celotno občestvo. Ob tej priliki pa še iskrena hvala, gospod Miro, tebi, da si prišel danes med nas, da si na nek način nas spodbudil in okrepil svojo besedo, svojim zgledom služenja kot bolniški duhovnik vsem bolnim in ostarelim že vrsto let. Hvala lepa. S Francetom Urbanijem, triglavskim župnikom, bi rekel, pohodnik smo prijatelji. Naj bo blagoslovljena tudi druga miza v vaših družinah in vsak dan v vašem življenju. Naj vas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.
et custodian benedicat tibi Dominus, et custodiat te. Lasciemo abras tractavum, Lecimo milosti, Yeah.